zadnjih dveh tednov se je znova pojavilo tudi vprašanje trajnega sodniškega mandata. Ali je po mnenju vaše poslanske skupine to dobra rešitev ali bi jo treba kaj spremeniti? V Slovenski ljudski stranki smo mnenja, da bi morali začeti razpravo o obnovljivem sodniškem mandatu, po katerem bi bili sodniki ponovno izvoljeni v sodniški mandat po izpolnjevanju nekih pogojev, predvsem učinkovitosti in strokovnosti. Ta obnovljivi sodniški mandat, ki bi se obnavljal na vsaka 5 let, bi postopoma potem prišel v trajni sodniški mandat. V zadnjem času se je tudi pokazalo, da minister za pravosodje nima v bistvu nobenega vpliva na generalnega državnega tožilca, ne glede imenovanja, ne glede razrešitve, pa me zanima, če bi tle morali biti tudi kakšne spremembe. Bolj kot to, kdo ima kakšen vpliv, je pomembno, da je na mesto generalnega državnega tožilca imenovana strokovna in kompetentna oseba, ki se zaveda svoje subjektivne in pa objektivne odgovornosti za delovanje tožilstva, predvsem odgovornosti v razmerju do državljank in državljanov. Minister Pličanič napoveduje spremembe zakonodaje glede pravosodja. Me zanima, če ste že s tem seznanjeni, kakšno je vaše stališče do teh sprememb? Minister Pličanič je v svoji drugi predstavitvi za ministra na matičnem delovnem odboru v Državnem zboru 18. marca napovedal, da ima pripravljeno goro zakonov na tem področju, ki jih bo v mesecu ali 2 predstavil poslancev Državnega zbora. Zdaj minila sta že skoraj 3 meseci, te gore zakonov zakonodajnih postopkov še ni, zato od ministra pričakujemo, da bo, kot je obljubil, to čim prej posredoval Državni zbor in nam to zakonodajo seveda predstavil. Takrat mu bomo z veseljem prisluhnili in mu podali tudi svoje poglede na njegove predloge. Ima vaša stranka že pripravljene kakšne ideje za izboljšanje oziroma jih boste kasneje pripravili glede na predstavitev ministra Pličaniča? V Slovenski ljudski stranki smo že imeli posvet na delovanje pravne države in poskušali poiskati tiste šibke točke delovanja našega sistema in nekaj konkretnih predlogov smo že nanizali, dotikajo se predvsem organizacije sodstva, večje strokovnosti pravosodnega sistema, potem poenostavitve oziroma tistih šibkih točk posameznih postopkov, dotikajo se tudi zemljiške knjige, se pravi, da bomo te postopke potem tudi, upam, da skupaj v debati z ministrom čim bolj pripeljali do tiste optimizacije pravosodnega sistema. Najlepša hvala. Hvala vam.